da so otroci razvili bolj trdno osebnost, če je ta alkoholik oče bil prisoten. In meni je bilo to absurdno, ampak v nekih raziskavah je... Mislim, lahko kakšno navedeti? Lejte, jaz se... Če lahko na hitro, prosim, ker se nam čas nažalost izteka. Tega podatka se spomnim, znanstveniki so hoteli znanstveno dokazovati Oedipokompleks. In so rekli, smo dokazali, da se Freud ne moti. Potem so pa proučevali družine, ki so imele recimo alkoholike, pa tiste enostarševske, se pravi samo mati, očeta nikjer, in potem so testirali, egopsihologi, trdnost strukture teh odraslih, ki so odrasli v teh specifičnih družinah. In so ugotovili, da ima trdnejšo osebnost, sicer malce nevrotično sen, ampak imel bolj trdno osebnost tisti otrok, ki je zrastel v družini z obema staršema. Ker psihična realnost je sposobna slabega očeta pretvoriti v dobrega. Sam oče mora biti prisoten. Enostarševska družina. Sej človek ne bo bolan, bo odrastel, se ne bo psihotičen, ampak bo imel probleme v doseganju svoje sreče, v doseganju prijetnosti življenja. Nenehno bo imel težave, bo depresiven, ne bo sposoben komunicirati, potlačitve iz otroštva bo imel tako markantne, da lahko bo postal, ne vem, latentni sadist in bo proizvajal tisto jezo med okolico in bodo kasirali, okolica bo kasirala tisto, kar je on posnel na svoj hard disk v obliki, ne vem, latentnega sadizma. V to smer gre psihoanalitični diskurs in meni ni prav prijetno zagovarjati ene teze, ampak čutim se moralno odgovornega, da vam to povem, ker poznam zgodbe ljudi, ki so zrasli v enostarševskih družinah, v družini z alkoholičnim očetom, kronikom, ali pa, ne vem, s čustveno hladno mamo, pa morat pa v Himalajo iskati, ali pa ne vem kam. Patološki narcizem govorim, vse, kar se dogodi na ravni otroštva, se vrača v odraslost. In harmonična družina, pa leta, jaz nisem v nobenih krščanskih logih, tam me črtijo ko hudič križa, ker razlagam, zakaj človek verjame v Boga. Zato, ker ima očeta v družini, zato verjame v Boga. Jaz se trudim vam razložiti eno stvar, če jo boste zakapirali, vi, če ste študirali psihologijo, bi mogli vedeti, kaj je Oedipokompleks. Pa se vam ne zdi logično, da so moja razmišljanja legitimna? Jaz bi vaju povabil, mogoče pa za zaključek od zunaj, bomo nadaljevali debato. Vprašanje še ogromno, če lahko vas prosim, da pol zastavite vprašanja. Bomo še tukaj. Bomo nadaljevali, ja. Zdaj bi prosil še oba dva gosta. Hvala vam trem in hvala tudi vam. Dobro. Ja bi se vam najreči rada zahvalila, ker ste se družili našim programom, da se zdržali, da se zdržali,